SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. En lep pozdrav v SBC-jevem intervjuju, kjer je z nami danes Jernej Vrtovec, politik, drugače teolog, nekdanji minister, človek, lahko rečemo, ki predstavlja neko novo politiko, pa ne zato, ker bi ustanovil novo stranko, ampak ker vendarle spada v to mlajšo populacijo politikov, ki je politiko že živel, dela v njej, no zdaj pa ga verjetno jeseni čakajo tudi neki novi izzivi. En lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam. Ja, saj sem študiral, s čim začneva, pa bi morda s tem na koncu, zato sem vas tudi povabil v studio, ko je predsednik stranke Nove Slovenije Matej Tonin dal jasno vedeti, da se ne gre več dvojne funkcije, če lahko temu tako rečeva, da bi bil predsednik stranke in pa evropski poslanec. Smo takoj začeli ugibati, kaj to zdaj pomeni, kdo je ta, ki se bo boril za to mesto, ki se je izpraznilo, in na pametna misel mi je najprej prišlo seveda vaše ime. A se motim? Glejte, zdaj najprej se moram zahvaliti predsedniku stranke Mateju Toninu, ki je v zadnjih 8 letih vodil stranko zelo uspešno in smo tudi tvorili skupaj ministrsko ekipo. Zelo konstruktivno smo delali za to državo. Seveda zdaj pač pred nami so novi izzivi, ne samo pred menoj, ampak celotno stranko. In 13.9., ko imamo kongres, seveda sem eden izmed potencialnih kandidatov in ne bom skrival, da jaz razmišljam o tem, da bi postal predsednik stranke, ampak stranka NSI je etablirana stranka, seveda tudi novih obrazov, ki prihajajo k nam, to se je potrebno zavedati, in vedno več je mladih, in se bomo zagotovo dogovorili v tem, kako potem po kongresu naprej tvoriti tisto uspešno zgodbo, da damo Sloveniji nazaj upanje. Upanje, da je Slovenija lahko boljša, kot pa je zdaj v zadnjih 3 letih. Zdaj moram seveda vprašati, v tem studiu sem gostil gospoda Lotriča pa gospoda Logarja, to sta nova, v narekovajih, nova obraza, za Logarja to težko rečemo, za Lotriča pa vendarle prihaja iz gospodarstva, zasedel je mesto predsednika državnega sveta, uspešen gospodarstvenik, vemo, kakšno vlogo v družbi ima državni svet. Oba verjameta, da je čas, da se v resnici odreže te skrajnosti na levi in na desni, kamor sta se premaknili dve največji stranki. In da bo potrebna za sestavo neke nove vlade, tudi te Nove Slovenije, morda sredina. Nove Slovenije sem mislil kot Slovenije, ne kot stranke, zato pa zdaj pod vprašanje, je Nova Slovenija tudi ta sredina, ki bo potrebna za povezovanje na levi ali desni, ali bomo znova videli to, kar tudi Nova Slovenija ves čas reče, mi smo za povezovanje tudi na drugi pol, pa potem tega povezovanja nikoli ni bilo. Mi nikoli nismo nobenega izključevali pri tem, kar je pomembno za to državo in te državljane. Mi moramo dejansko v naslednjih 4 letih sestaviti nek kompromis, da se osredotočimo na 3-4 ključne točke. Kaj je vizija te države? Kakšno Slovenijo vidim? In okrog tega sestaviti potem tvorno koalicijo in ne izključevati ob tem. Se pravi, jaz sem politik, ki iščem zaveznike pred tem, ko se borimo za državljanke in državljane, da nam bi šlo bolje. In moram povedati, da se v zadnjih 3 letih dogaja razredni boj. Zlasti se dogaja razredni boj proti kmetom, zdravnikom, podjetnikom, ki jim privivamo nove davke in davščine. In dajmo začeti zgodbo pozitivno. Se pravi, da so tudi v Sloveniji politiki, ki se ne izključujejo, ki se ne obremenjujejo skrajnostmi ali pa personalno, ampak gledajo na stvari širše. In jaz na stvari, recimo, moram priznati, da gledam širše in sem pripravljen se pogovarjati z vsemi pri tem, ko iščemo 3 ključne točke vizije te države. Kar se pa tiče sodelovanja, se pravi, preko polov, v odnosu, ali se lahko skleneš koalicijo z nekom, ki te tako močno izključuje, kot danes to počne Gibanje Svoboda do obrtnikov in podjetnikov, je pa ta koalicija na teh osnovah skoraj nemogoča. Jaz si ne predstavljam, na kakšen način bi jaz lahko sodeloval z nekom, ki obrtnikom je zdaj 1. julija previl 2% davke za dolgotrajno oskrbo, ki jo sploh nimamo. Se pravi, tukaj so določene prepreke na drugem polu, skrajnem polu, pri razumevanju same politike. Se pravi, bistveno je res za to državo, da se osredotočimo na vizijo. Kaj mi želimo? Kaj mi želimo? Nekoč smo imeli določene točke, je bil NATO, je bila Evropska unija, je bil evro in se je slovenska politika poenotila. Danes pa tega ni več.
In se sprašujem, kaj se je z nami zgodilo, da se ne moremo preko polov lahko tudi povezati v 3 ključnih točkah. Posod drugod, seveda, ne, bomo narazen, ampak 3 ključne točke pa si lahko izborimo. Se v teh 3 ključnih točkah, a se lahko tikava, morda nam bo malo lažje, zato ker sva reciva enako stara skoraj da, no, pa dolgo časa se že poznava. Skoraj 20 let. Ja, šala. Rekel si 3 te ključne točke. Morda bi preskočil to, ko govorimo, ne vem, o viziji. Se mi zdi, da je ta vizija na enem polju in na drugem polju tako narazen, ne, da imamo težavo se pogovarjati tudi o viziji. Naprimer, vzemiva zdravstvo. Zelo pomembna tema pred volitvami je bila dejstva govorijo sama zase, ne vem, znova v Idriji od 4 zjutraj kolona za obiskovanje oziroma opis novega družinskega zdravnika, zadnjič smo to videli v Kamniku, zdravnikov pa ni, naprimer na drugi strani. Potem pa imamo samo 2 rešitvi. Ali gremo popolnoma v javno zdravstvo, kar zagovarja Svoboda in preprečuje, da bi ti zdravniki lahko delali v zasebnem, in na drugi strani drug pogled. Kako te vizije, torej, naprimer, pred volitvami, ko se bomo o tem pogovarjali v 3 točkah, vsaj najti neko skupno točko? Se mi zdi, da je nemogoče. Vsaj 3 leta to gledam. Mi se moramo o tem pogovarjati prvi dan po volitvah. Ne? Kakšna bo bila bodoča koalicija, pa zdaj povem za celotno slovensko javnost, se bo Nova Slovenija ali pa jaz osebno sem prepričan, da odločili po volilni nedelji. Ne? Do takrat pa dajmo soočiti programe. Ob tem, preden grem recimo zdravstvo, si izpostavil, se je potrebno zavedati tega dejstva, da smo mi na področjih različnih, od gospodarstva do zdravstva, naredili v zadnjih 3 letih ogromno napak. Zaradi tega smo tudi padli v GDP-ju, največji padec v Evropi, pri zdravstvu pa smo se šli zelo močan razredni boj proti zdravnikom. In ti zdravstvene reforme ne moreš delati brez enega pomembnega segmenta slovenskega zdravstva, to so pa zdravniki. Ampak jih moraš vključevati. Ampak se je šlo tudi v tem primeru za razredni boj proti določenemu cehu, ki je pač si predstavljal zdravstveno reformo ali pa ureditev zdravstvenega sistema na drugačen način. Se pravi, gledajte, koalicije se sklepajo po volitvah, pred volitvami se pač soočijo programi. Jaz osebno se pa nikoli ne bom opredeljeval bodi si do ene ali druge osebe, ali bom šel z njim v vlado. Zaradi tega, ker želim se pogovarjati, kot sem dejal, o viziji. Se pravi, o tem, kdo je za razumne davke, kdo je za ureditev zdravstva, ki bo seveda javno zdravstvo, ne pa državno, kot ga imamo danes. Pravi, kdo je za to, da recimo mladim omogočimo, da ostajajo v Sloveniji in da normalno vstopijo na trg dela in da tudi pridejo do svojih, ne socialno-najemniških stanovanj, lastniških stanovanj. Pravi, te segmente je potrebno, se pravi, znotraj političnega spektra, absolutno nasloviti in personalne interese posameznikov je pa treba ob tem izključiti. In mogoče drži, smo mlajša generacija politikov tisti, ki to zmoremo lažje, kot pa nekdo, ki se 40 let napaja, en drugega napajajo iz tega, kdo je za nekoga, kdo je proti nekomu. Pravi, tukaj je priložnost v mlajši generaciji politikov, ko govorimo o tem, da smo se sposobni vse za mizo in pogovarjati. Dobro izhodišče si mi dal, omenil si mlajšo generacijo, ki bo ta preskok seveda morala narediti, ampak na drugi strani pa brez teh old boysov na eni in na drugi strani vendarle ne gre. Če zdaj znova poslušamo o vplivu Milana Kučana, naprimer, ali bo on zdaj dal zeleno luč novemu obrazu Prebeliču, kaj misli o Golobu in tako naprej, ves čas se ga sprašuje in njegovo mnenje šteje ali pa tudi ne, to je zelo odvisno. Na drugi strani imamo Janeza Janšo, ki je ta politik, o katerem tudi zdaj govorimo, verjetno predsednik stranke z najdaljšim statusom v Evropi, in točno vemo, kam njegova pot pelje, kako gleda. Kdo je tisti, ki bi pa, ker vemo, na teh 2 poljih se ne spreminjajo, Misliš, da lahko ti mlajši politiki vendarle dosežejo neko višjo stopnjo tolerance ali pa višjo stopnjo poslušanosti, se pravi, da njihov vpliv velja, ali bo vse to povedale volitve? Kot sem uvodoma dejal, dajmo počakati volitve. In po volitvah bomo sem prepričan, naredili neko zgodbo, ki lahko bo segala čez pol. Si pa jaz osebno želim desno-sredinske vlade. Da tista krovna koalicija, desna sredina, zlasti zaradi tega, da rehabilitiramo škodo, ki je nastala do podjetnikov, obrtnikov, vseh ustvarjalnih in tudi mladih. Dobro. Naslednje podvprašanje. Ali misliš, da si Slovenija lahko privošči še eno vlado Roberta Goloba ali pa še eno vlado Janeza Janše? Pa da bomo govorili ob tem
o tem, da zdaj pa moramo stopiti skupaj, ker vemo, kaj se dogaja pa naprimer v svetu. Stalni zavezniki, ki so bili še včeraj zavezniki, niso več. Vemo, kaj se dogaja z zavezništvom Združene države Amerike, Evropa, vemo, kaj se v Evropi sami dogaja. Nas čakajo res velike strukturne spremembe, o tem bova še govorila, 5% BDP-ja za NATO, naprimer. V zdravstvu bo samo še dražje, seveda, ker bo treba poskrbeti za določene stvari. Oskrba v domovih, se pravi za starostnike, plačujemo, nimamo ljudi. Skratka, to so neke teme, v katerih bomo morali biti vendarle enotni. Zato sprašujem, ali smo lahko kot država, kot družba enotni, ali z Robertom Golobom, ali pa z Janezom Janšo na oblasti. Geopolitika je zelo zapletena, prav tako gospodarske razmere. Imamo več vojnih žarišč po svetu, tudi v naši neposredni bližini. In v odnosu do tega se mora naša država absolutno obnašati bolj odgovorno, kot se je pod vlado Roberta Goloba. Jaz mislim, da se še ene vlade Roberta Goloba ne smemo privoščiti. Zakaj ne? Zaradi tega, ker potem takem bomo nazadovali kot družba podjetnih in ustvarjalnih ljudi. Tukaj smo v SBC-ju, Slovenian Business Club, ki se bori za svoje članice in člane, pač podjetnike. In ta trenutek po 3 letih vlade se zdi, da smo praktično v tem segmentu res zelo nazadovali. Zaradi tega, ker toliko previjamo podjetja z novimi davki. Ker imamo do njih mačehovski odnos, ker se bije strani vlade dobesedno razredni boj proti njim. Smo nazadovali tudi v produktivnosti. Tudi v bruto domačem proizvodu, tudi investicije upadajo v zadnjem času. Se pravi, imamo številne izzive, da tega vlado, ki bi jo vodil Robert Golob, si jaz pa absolutno ne želim. Tako da, kar se pa tiče programov, ki je program in vrednostni in ekonomski, od Nove Slovenije, vi veste, da je ta program v odnosu do podjetništva najboljši. Si jaz v bistvu želim desno-sredinsko vlado. Kdo bo pa predsednik te vlade, pa ne odločijo ljudje na volitvah. In verjamem, da lahko tudi ta vlada seže na drugi pol po nekoga, ki bo rekel, ok, tudi mi želimo podjetnike in obrtnike razbremeniti nerazumnih davkov. Ali pa urediti zdravstvo na takšen in takšen način. Noben ne govori o privatnem zdravstvu, govorimo vsi skupaj o javnem zdravstvu. Smo pa mi proti državnemu zdravstvu. Se pravi, kdo je lahko predsednik vlade, ne odločijo ljudje v nedeljo na volitvah. In jaz se absolutno vnaprej ne bom opredeljeval o tem, zato ker je to neodgovorno do ljudi, ki o tem odločajo. Se pravi, moč ljudem, da sestavimo lahko normalno koalicijo. Ves čas poslušamo, da bomo seveda šli na volitve. Janez Janša je pa kar velikokrat rekel, da nas čakajo predčasne, očitno tega vendarle ne bo, se je po nekateri stvari zmotil, ampak zadnji poskus je zelo svež, ko je dejal, no pa pojdite za ta NATO prispevek na referendum, pa ne bo ta referendum tudi neka zaupnica ali pa nezaupnica. Golob mu je seveda odgovoril, da so to neke sanje, ki jih ne bo doživel, ampak ključno vprašanje pa je, kako v Novi Sloveniji vidite ta zadnji zaplet, ki to seveda ni, ker bi moral biti vse kaj drugega, kot pa takšno preigravanje doma, ko se Slovenija pogovarja in obljublja NATO 5% BDP-ja. Zdaj ne govorimo o proračunu, to dostikrat ljudje pozabijo, tukaj govorimo o popolnoma drugačnih številkah. Tako, to je BDP in 5% je ogromno. In jaz sem prepričan, da si Slovenija v resnici tega niti ne more privoščiti, ampak mi smo zdaj to, ker smo v teh novih razmerah, ki si sam dejal, seveda morali obljubiti. Smo del zavezništva in v zavezništvu se pač to tako dogaja. 5% BDP-ja je Robert Golob obljubil v Bruslju in sporočilo NATO je bilo, vsi so bili za, razen Španija je izjema, potem se pa zdaj doma že 3 ali pa 4 dni pregovarjamo, kaj smo zdaj obljubili. Ali je resolucija v državnem zboru, ali je deklaracija v NATO, kje smo? Torej, kje smo? Gre za simptom, ki ga vlada Roberta Goloba ima že 3 leta in to je neodgovorna politika ali pa politika sprenevedanja. Mi smo imeli tudi v parlamentu posebno resolucijo. Ta resolucija je govorila o 3%, čeprav takrat se je že govorilo, da bomo imeli 5%. In jaz sem vprašal v državnem zboru, državno sekretarko iz Ministrstva za zunanje zadeve, kaj bo torej res, kaj se bo podpisalo. In obstajajo posnetki iz državnega zbora, ko je ta gospa meni odgovorila, absolutno bomo podpisali to, ko bomo sprejeli tukaj v državnem zboru. V roku enega tedna so se stvari spremenile, seveda zato vede tudi Robert Golob. Je pa to neodgovorno do državljank in državljanov, spet do tistih, ki so vplačniki,
ki ustvarjajo bruto domači proizvod, spet do gospodarstva, članic in članov tudi SBC-ja, je neodgovorno zaradi tega, ker danes dejansko ne vedo v tej zmedi politični, dejansko ne vedo, koliko bo morali več prispevati za varnost. Ne. Jaz želim pa še to poudariti, da je varnost izrednega pomena danes. Absolutno. Ali bo Slovenija lahko dosegla ta cilj? Ne? Upam in verjamem, da ga lahko dosežemo, ampak le z močnim gospodarstvom. Ne na račun socialne države, ne na račun novih davkov, ne? Absolutno tega ne smemo, ampak lahko z močnim gospodarstvom tudi ta cilj dosežemo. Je pa tako, da mi smo imeli do zdaj, že nismo bili ravno se držali dogovorov glede vplačila bruto domačega proizvoda, se pravi tega odstotka v NATO, ne? Ampak smo že zdaj kršili te zaveze. Ampak ta simptom, nekaj smo podpisali, ampak se ne bomo držali, je odraz nezrele politike, ne? In tudi v tem primeru zavajanja ne le koalicijskih partnerjev, ampak tudi vseh davkoplačevalcev, ki ustvarjajo bruto domači proizvod. Ne? A ste v Novi Sloveniji morda izračunali, ker tega izračuna res nisem nikjer še slišal, ne? To govorijo o 3,5 milijarde evrov letno, ne? To je v 10 letih imamo skoraj da 2 nove jedrski elektrarni, ko govorimo, da nimamo denarja za kaj takega. Ne? Se pravi 3,5 milijarde evrov. A ste v Novi Sloveniji izračunali, kje bi ta denar kar naenkrat lahko našli? Ker sam sem šel malce čez proračun, me prav zanima, kakšen bo zdaj ta, ki ga pripravljamo, ampak tega denarja v resnici res ni. Kot si tudi sam dejal, ne? Saj mi že zdaj nismo izpolnjevali 2%, tukaj pa govorimo še 3 dodatne odstotke. Treba se zavedati, da teh 5% Slovenija, recimo, ali pa tudi druge države članice ne bodo pač začelo plačevati jutri, ne? Ampak gre za pač 5-letno obdobje. Ne? Še več, celo 10. Ja. Tako je, 10. Zdaj se je odvisno seveda tudi od varnostnih razmer, kakšne bojo. Ne? Zaveze pa, ki jih država da, seveda jih mora spoštovati, kje dobiti ta denar. Pri teh predpostavkah, ki jih imamo zdaj v proračunu, ga ne moramo zagotoviti. Ne? Ta trenutek pri teh predpostavkah je to onemogočeno. Lahko seveda dobimo mi tako v tem trenutku 2%, tudi 3%, če spremenimo politiko do davkov, davščin, sprostimo gospodarstvo, dvignemo s tem tudi zasebno potrošnjo, se bi ta denar lažje nabral v proračun. Druga stvar pa je tudi, da skozi proračun financiramo ogromno nepotrebnih stvari, tudi nevladnih organizacij, ki so same sebi v namen. Ne? Samo v zadnjem proračunu med tega denarjem tam nekaj med 150 in 170 milijonov evrov. Še vedno mnogo premalo, da pridemo do to hočem reči. Ta je zelo taka popularna stvar, ampak govorijo o 3,5 milijarde pa 100 milijonov. Tega sem zelo hitro naredil disclaimer glede tega, da 3,5 milijarde evrov ta trenutek Slovenija jih nima, da bi jih lahko postrgali po proračunu tako vrat na nos. Lahko pa se pogovarjamo brez težav o 2%, lahko tudi o 2,5 pa pol ta trenutek, tudi 3 se bi dalo skozi proračun urediti. Seveda v predpostavki, da se spremeni tudi ekonomska politika vlade, da ni taka nonšalantna, kot je pozabimo zadnja 3 leta. Matej Tonin je bil obrambni minister, zdaj imamo novega obrambnega ministra. Anže Logar pa je v tem studiu dejal, morate se zavedati, da takšna obrambna politika pomeni tudi enormna vlaganja Evropske unije v države in če bomo mi pripravljeni, bomo ta denar lahko dobili in ga seveda potem investirali, če pa ne bomo pripravljeni, ga pa pač ne bomo dobili. Govorimo o 800 milijonih na leto ali milijardah celo, skratka ogromne številke. A je slovensko gospodarstvo, zdaj pa ciljam malo na ta del, ki se ukvarja z orožarstvom, z obrambnimi posli, od cyber security do, ne vem, dronov in tako naprej, pripravljeno na to, da ta denar dejansko tudi dobi. Ker če bomo vplačevali, pomeni, da smo tudi v igri, da si ta denar doma razdelimo, govorimo pa ne zgolj o vojaku, ki bo imel nov ruzak, ampak o visoki tehnologiji. Tukaj je prednost Slovenije, ne? In cyber in visoke tehnologije, droni, iz Ajdovščine, naprimer, imamo Iva Boscarola, izvrstne ljudi, in jaz mislim, da je znanje ogromno, ki bi lahko to zagotovili. Seveda je še to potrebno vedeti, ne? Ta evro, ki ga vložimo v tudi obrambno orožarsko industrijo, seveda pametno, da ga vložimo tukaj v Sloveniji. Ne? In tega, ker potem imamo večji multiplikator, nova delovna mesta in tako naprej. Verjemite, da Nemci, ki bojo tudi povečujejo obrambne izdatke, da dajo izdelke in polizdelke delati svojim domačim podjetjem. Ne? Tudi tistim, ki podjetjem dela avtomobilske industrije, ki ima
zdaj številne težave s Se proizvodnjo in prodajo prestrukturira, ne. avtov, vse počasi prestrukturira, ampak s tem ohranimo tudi pozitivne gospodarske stabilnosti. Ne. V Sloveniji, če bomo dali pa seveda to delati ven, ne, v tuje države se ta multiplikator ne bo tako odrazil, kot če bi pač to izdelovala slovenska podjetja. Jaz mislim, da smo Slovenci dovolj pametni, da premoremo dovolj znanja, že ta trenutek, da bi lahko te številke, ne 3,5 milijarde, absolutno ne, ampak določene številke v skladu z zavezami pa bi zagotovo lahko zagotovili. Ker govoriva o oboroževanju, seveda ne morem mimo vprašanja. Sam sem generacija, ki je vojno videl zgolj iz zaklonišča, ker sem bil premlad takrat, ko so Jugoslovani oziroma ko je Srbija napadala Slovenijo. In sem generacija, ki vojne v resnici ni doživela, ne, ker sem vendarle, moj oče je bil v vojni, sam pa ne. In jo gledamo zdaj po televiziji, Ukrajino, Iran, Gaza. Ali se vam ne zdi ves čas več denarja v oboroževanje v resnici smer, ki pelje v napačno smer? To vsakega politika vprašam, ker zdi se mi, da se v miru pa zelo malo pogovarjamo in ga ves čas opravičujemo, če bomo močni, bomo potem tudi bolj varni. Jaz tukaj ne bom noben populist, ker mislim, da ni prav, da bi govoril o tem, da lahko zagotavljamo mir samo z maslom. Ne gre. Ejte, ne gre. Zaradi tega mir se zagotavlja na drugi strani tudi, absolutno se ga zagotavlja tudi po svetu, z seveda naprednimi tehnologijami, z tudi orožjem in drugače žal ne gre. In to poznamo skozi zgodovino. Kako bi vi lahko zagotovili, naprimer, tudi po letu 1945 mir v Evropi, če se ne bi zgodilo izkrcanje v Normandiji. Ali pa prekinitev vojske, žal, ne, tudi z atomsko bombo, vojne za atomsko bombo na Japonskem. Se pravi, vsi žal, ne, na levi strani govorijo, zagotavljamo mir, ne, med drugim pa še danes vidimo te iste politike, ki obujajo zgodbe partizanskega gibanja. Absolutno, ne, naj to počnejo, ampak potem ne moreš govoriti o tem, da potrebujemo samo maslo. Kot tudi, ne vem, hkrati imamo vsako leto obeležimo izkrcanje v Normandiji, ne, dan D. In to je bilo častitljivo dejanje, ampak brez orožja miru v Evropi potem takem ne bi bilo. Torej, tega se moramo zavedati, ne, da z maslom se miru ne zagotavlja, ampak se ga na drugi strani zagotavlja tako kot tudi naprimer v Bosni ali pa na Kosovu v 90-ih letih, ne, se ga zagotavlja tudi z vojaškimi posredovanji. Žal je temu pač v svetu, ne samo zdaj, v katerem živimo, ampak tudi v preteklosti, vedno bilo tako. In danes, ko vidimo različne, žal pač do tega dogaja, tenzije na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini, verjemite, da se pač Ukrajini miru ne da zagotoviti samo, da se reče, ok, Ukrajina, dajte vi priznati poraz, kajti potem se ti bo odprlo novo žarišče pa v baltskih državah. Ne. Se pravi, treba je pač pokazati v tem smislu demokratične sile pač zahodnega sveta, morajo pokazati svojo moč in odločnost, da branijo demokratične procese in da je bila recimo Ukrajina napadena strani Rusije, ne, šlo za napad na suvereno državo. Se pravi, braniti treba določene demokratične principe do onemoglosti in v tem primeru recimo z maslom, ne, kar je lahko zelo všečno, kajti vsi si prizadevamo za mir, ne, z maslom pač to ne gre. Da ne bo pomote, jaz si vedno prizadevam za mir in ne želim si vojne. Tudi sam sem bil star 6 let, ne, v tistem obdobju osamosvojitve Slovenije, ampak tudi takrat se ne bi Slovenija osamosvojila, če ne bi imela svoje teritorialne obrambe, policije in naredila svojega odpora. Se pravi, gre za častitljiva dejanja, ki zagotavljajo hkrati tudi mir. Ta mir je potreben, ja, s tehnologijo, ampak tudi z ljudmi. Na Danskem, na primer, bodo zdaj imeli obvezno služenje, ko dosežejo kvoto, če ne, bo na primer žreb, sem prebral. Na Hrvaškem so se že dogovorili o tem, da bodo morali mladi v obvezno služenje. V Nemčiji je to kar velika debata, ki jo podpirajo predvsem tisti, ki to ne bodo več opravljali, torej stari, mladi niso tako zainteresirani. Vi bi se zavzeli za vnovično obvezno služenje vojaškega roka v Sloveniji v naslednjih letih, ker na eni strani se vemo, govorimo o 3,5 milijarde evrov, o norih vlaganjih, po drugi strani pa vendarle tako veliko vojakov in takšnega zanimanja za vstop v vojsko pač ni. Ja, jaz to obžalujem, no, da ni zanimanja za služenje domovini.
mislim, da treba spremeniti določene principe in spomnil bi na obrambnega ministra Tonina, ne, ki je v tistem obdobju dvignil vpise tudi v Slovensko vojsko in tudi zanimanja. Zato, seveda, gre za dolgoletno kampanjo, ne, da vojska je, ne, pusti orožje pri miru, vojska je nekaj slabega. Hkrati so pa vojaki tudi tisti, ki v naravnih nesrečah in tako naprej pomagajo ne le v domovini, ne, ampak tudi v tujini. Ja, potrebno je bilo razmisliti. Ne, absolutno bi država morala razmisliti o tem za ponovno služenje vojaškega roka, pa ne zaradi tega, ker danes vsi govorijo, zato da se bojo mladi naučili samostojnega življenja in pospraviti postelje, ampak zaradi tega, ker bi bilo to potrebno. Zaradi tega, ker bi bilo mogoče potrebno glede na geopolitično situacijo in tenzijo v svetu. Ja, obračajo se na nas zlasti mamice, ne, svojih sinčkov, ki rečejo, da bi bilo pa pametno za kakšnih par mesecev, da bi njihov sinček šel v vojsko, ampak ni zgodba o tem. Ne. Jaz mislim, da ta vzgoja, ne, se v bistvu začne ravno pri teh mamicah doma, ne pa potem v okviru služenja vojaškega roka. Midva nisva služila vojaškega roka, ne? A se nama morda zdi celo malce hinavsko, da bi zdaj politiki odločili o tistih, ki bi morali spet služiti vojaški rok? Veste, to sprašujem, ker pri nas je najbolj aktualna oziroma najbolj aktivna populacija so verjetno upokojenci, gredo najbolj pridno na volitve, odločamo pa se vendarle o mladih, a ne zelo velikokrat. Oni pa se zdi, kot da svojega glasu ne uporabijo, bom raje tako rekel. Ne. Morda bi bilo smiselno njih vprašati, ne, generacijo, ki šele prihaja, pa bi jim zakon veleval, zdaj boste šli pa za pol leta v kasarno. Ne, to ni krivično, ker pač okoliščine so se spremenile. Medtem ko smo midva sicer tam smo že nekaj podpisali, ne, tako, da bomo šli, ne, potem pa pač je bil ta referendum oziroma NATO in tako naprej, pa poklicno služenje pa ni bilo več treba. Ne, pa povem pošteno, da jaz bi šel. Ne. Upam pa, ne, da nama nikoli ne bo treba. Zaradi okoliščin, ki bi to morali narediti, ker smo še relativno mlada. Ja, v Ukrajini, na primer, bi bila upoklicana zagotovo. V Ukrajini bi bila upoklicana, ne. Se pravi, tukaj v tem delu Evrope imamo mir, ne. Se pa lahko kaj hitro, recimo, spremeniš spet kakšno drugo žarišče nekje v Evropi, pogledajte, Ukrajina je relativno blizu, ne. To je samo ena državna meja, dve do tam in je to, ne. Se pravi, ne, meni se ne bi zelo krivično, zato so se okoliščine do teh mladih, se pravi, so se okoliščine spremenile, tudi samo poklic, saj tukaj so lahko različni segmenti teh poklicov, ne, saj ne gre za to, da bi ti poslal nekoga na vojno žarišče in tudi ta trenutek v tem okviru ni nobene potrebe. Omenil si, da je bila kampanja proti vojski in tako naprej, ampak sam pa v zadnjem času bolj kot ne vidim kampanje Postani vojak, veliko jumbo plakatov, avtobusi se vozijo, na sejmih vojska nastopa, kar se mi zdi čisto prav, ampak izkoristil bi zdaj en drug primer. V tem trenutku nam manjka, se mi zdi, da 4-5 tisoč učiteljev, še bolj pa v tej temi pa bom zdaj spraševal, negovalcev v domih za ostarelih in naprimer od 1. junija, da res plačujejo delodajalci 1%, zaposleni tudi 1% za dolgotrajno oskrbo, ki je ni. V vaši vladi ste sprejeli takrat zakon, da to bo, pa ni bilo menda denarja. Ta vlada je zdaj zagotovila v narekovajih denar, ampak še vedno smo pa pred istim problemom, da ni ljudi, ki bi to počeli. Kako pa to rešiti? Pustiva zdaj, lahko rečemo najprej, ja, plačujemo za nekaj, kar ne dobimo, ampak teh ljudi, ki bi to delo opravljali, pa tudi nimamo. In jih tudi ne nagovarjamo in ni nobene kampanje Postani negovalec v domu za ostarele ali pa Postani negovalec za onemoglo osebo ali pa za dementno, naprimer. V družbi mora vladati določena simbioza, ne, kaj potrebujemo, kako potrebujemo. Jaz zelo obžalujem to, da ni zanimanja recimo oziroma da primanjkuje učiteljev. Se pravi, vedno bolj se nam dogaja na določenih odgovornih poklicih negativna selekcija, kar ni dobro. Se pravi, vedno, če bomo mi imeli vedno slabše učitelje, potem ne moramo pričakovati, da bojo dobro izobraževali najine otroke. Enako to velja recimo za policijo, ne, tudi tožilce, ne, sodnike. Da pa res ne govorimo o negovalcih v domovih, tudi glede medicinskih sestrah. In tukaj je potrebno najti določeno simbiozo, da vsak poklic v državi da je enakovreden. V preteklosti se je pač vedno prijela ta krilatica, ne, v času socializma, daj se učiti, da ti ne bo treba delati. In ta krilatica je naredila ogromno škode, kajti vsak mora delati, če hoče kaj imeti.
in eni delajo v okviru svojega podjetja, drugi se morajo truditi pač v domovih za ostarele, tretji spet so učitelji. Se pravi, jaz mislim, da tukaj mora vladati določena simbioza, nasploh, da je vsak poklic častivreden in noben pač ne sme biti v tej družbi potem takem zanemarljiv. Ne. Se pravi, A je plača tista? plača je zagotovo velik stimulator k temu. Seveda je največ absolutno poslanstvo, ampak samo od poslanstva človek ne more preživeti. Se pravi, plača je velik stimulator in tukaj bi morala vlada nasloviti, koliko odtrgamo od ene plače, davkov in prispevkov, tudi pač za te negovalce v domovih starejših. In na koncu se zračunali, da je v bistvu država pobere tukaj si sama sebi velik delež. Ne. Pa mi bi morali stimulirati plačen sistem, dvig plač skozi nižjo obdavčitev same plače, ne na račun delodajalcev. Zdaj smo ravno doživeli to plačno reformo v javnem sektorju, ki naj bi bila bolj ugodna tudi naprimer za te poklice, pa vendarle, to so poklice, naprimer, ko delaš v 3 izmenah, turnusih, in res zanimanja za neko malce več kot minimalno plačo ni. Kako torej spremeniti ta del? Vsej razumem, da malce razbremeniš, ampak spet podreš naprimer to, kar so zdaj 2 leti ali pa 3 leta se pogajali v nekem normalnem tem javnem stebru plačnem. In če ti nekje dvigneš, takoj se seveda oglasi druga skupina in spet smo pri tem, da kar naenkrat damo milijardo evrov več za plače v javnem sektorju. Velikokrat pozabljamo, da so tudi negovalke del javnega sektorja. In potem rečemo, od kje bomo vzeli milijardo za plače več, 3,5 milijarde za obrambo. Zdaj tukaj to milijardo evrov, ki damo za plače, to je bilo zelo slabo usklajeno, če me vprašate. Zaradi tega, ker na drugi strani se pa hkrati naredila plačna reforma v smislu ugotavljanja učinkovitosti same javne uprave. Pravi, samo dvig plač ne pomeni, da bomo imeli mi boljši javni servis. Treba je imeti tudi v javnem servisu učinkovitost, zlasti pa bi bila potrebna absolutna debirokratizacija Slovenije in paket, ki bi administrativne vire umaknil. Veste, mi imamo skoraj že 800 zakonov in preko 20,000 podzakonskih aktov. In to samo sebe že izključuje. Že toliko smo prenormirana družba v tem smislu. In najprej bi morali pred plačno reformo posekati to zakonodajo, ki v bistvu omejuje tudi javne uslužbence. Drugič, začeti meriti učinkovitost, tudi znotraj javne uprave, tako kot imajo to podjetniki. Se pravi, učinkovitost, koliko nekdo tudi naredi, in potem seveda urediti samo plačno reformo. Ta trenutek tista plačna reforma, ki je bila spogajana, jaz ne poznam enega, ki bi bil zelo zadovoljen. Se pravi, niso pa zadovoljni zaradi tega, ker gledajo na primer druge poklice, ki recimo se jim pa plače niso dvignile, recimo kuharji v domih za ostarele, so bili enkrat v eni oddaji na Tarča. Se pravi, stvari, ki so bile narejene, ker te plačne reforme, po mojem mnenju, treba spremeniti. Nova vlada bo morala v to zagriziti. Kje dobiti denar? Mi ne moramo dobiti več denarja, če ne bomo dopustili gospodarstvu, da več ustvari. Če pa mi gospodarstvo vedno bolj obremenjujemo, še več, minister za finance jih pošilja v Bosno, pravi minister Robert Golob jih pošilja na Hrvaško, kdo bo pa tukaj davke plačeval? Se pravi, podjetniki so pripravljeni plačevati razumne davke, v nedogled pa to ne gre več. In ta trenutek v bistvu bomo imeli mi nižji bruto domači proizvod, ravno zaradi tega, ker ta podjetja preveč stiskamo. Če bi mi pustili gospodarstvu bolj dihati, bi se tudi v javno blagajno stekalo več denarja, tudi za plače našega javnega servisa, za negovalke, kar smo preomenili, za tisto, kar mi res potrebujemo, za dolgotrajno oskrbo, če želite, tudi za res vse plače v javnem sektorju. Jaz se strinjam, da so bile določene plače v javnem sektorju prenizke, absolutno prenizke. Ampak sistem bi pa morali narediti na ta način, da se bi v posameznih segmentih, tam, kjer se lahko znotraj javne uprave, da se bi merila tudi učinkovitost. Še ena stvar se mi zdi zelo pomembna v teh dneh, omenil si te številke, kako padamo, kako je z našim gospodarstvom, potem pa si jih vsak seveda po svoje razlaga, tako kot komu odgovarja, ampak vendarle je treba gledati ciklus naprej. Ves čas gledamo, kako je letos, ampak če nam Nemci, naprimer, ko vsako leto pomerijo, kako konkurenčni smo, rečejo, sej letos je vse v redu, ampak za naprej se pa zna zgoditi, da bi pa naša vlaganja ves zaobšla, potem bi potrebovali znova nekaj let, da bi jih nazaj privabili, zato se ves čas pogovarjamo o trendu. No in takrat je tudi pokazalo se, da je naprimer
naprimer vlaganje v gradbeni sektor najbolj padlo, oziroma da je gradbeni sektor najbolj pokleknil, kljub temu, da se nam zdi, da dobro vsi živimo, da imamo vsi dobro življenje. Pa je minister Han rekel, vse sploh ne razumemo, kaj se nam je zgodilo. Vem, da ste bili na sestanku, da si bil na sestanku, ampak da ste bili skupaj z gradbinci na sestanku pri infrastrukturni ministrici Bratuškovi. Kaj se je na primer zgodilo z našim gradbenim sektorjem? Vendar se zdi, da se povsod nekaj gradi, da delajo drugi tir, tretja razvojna os. Ja, zlasti so se ustavile investicije, tudi v visoke gradnje, zasebne investicije, v nepremičnine. Tudi če pogledamo sistem samih razporeditev investicij, je ključno, ali so te investicije, ki se danes svijajo, učinkovite. Medtem ko gradbinci javno govorijo, da so dvignili svojo produktivnost, se pravi investicijski tok, pa še vedno zaostajajo investicije nekje drugje. Jaz sem pogledal malo poročila, tudi glede DRSI-ja, to je pač sistem znotraj ministrstva, ki vodi investicije, in v bistvu je realizacija zelo šibka, zelo slaba realizacija. Se pravi, mislim, da smo porabili od 850 milijonov evrov, mislim, da je šlo manj kot 200 milijonov evrov v prvem. In kaj je razlog? Se pravi, razlog je tudi v tem, da se razpisi ne dajo naprej. Verjamem, da se lahko znotraj DRSI-ja stvari potem sprostijo, da se tudi različna dovoljenja, ki se potrebujejo, se v tej državi vlečejo predolgo. Sam sem bil minister in človek tam trpi, ko čaka upravne enote, da izdajo gradbeno dovoljenje za neko strateško blejsko obvoznico. In se potem država toži z državo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. To je, se prečujem izrazom, ampak to je noro. In so spet pri učinkovitosti. In spet smo pri učinkovitosti, da recimo ministrstvo izda prošnjo za izdajo gradbenega dovoljenja, da potem pa neka upravna enota nekje zavlačuje za izdajo tega gradbenega dovoljenja in piše v bistvu kontrapritožbe. In pa niti minister se med sabo ne morata potem dogovoriti, kajti mogoče tisti minister nima, da tudi javnim uslužbencem ravno vpliva kakorkoli, in potem smo v tem zaciklenem začaranem krogu. Investicije v gradbeništvu imajo največji multiplikator v slovenskem gospodarstvu in če se nam to ustavi, potem se nam podrese celoten segment. Ta multiplikator, ki sem bil minister, so nam ekonomisti to računali, je 2,5-kratnik. Se pravi, največji segment imamo v gradbeništvu, se pravi, če želimo pospešiti gospodarsko rast. Tega bi jaz v bistvu še dodatno spodbujal gradbeni sektor, da odpira gradbišča, seveda učinkovita gradbišča, da odpirajo in delajo na polno, da ta denar ostane tukaj v Sloveniji. In da to gradijo seveda Slovenci, seveda ne, da imamo potem preplačila, ampak da gradijo Slovenci, kajti če damo mi nekomu graditi na Kitajsko ali pa v Turčijo, lepo vas prosim, kaj pa bo ostalo v Sloveniji? Niti cementa ne kupijo tukaj, nič. Ampak potem imamo pa na primer, ne morem mimo tega primera, jeseniške železniške postaje, ko govorimo o 100 milijonih evrov. Naprimer, pa se samo vprašam, ali je to zdaj normalno, da res so prijavljeni samo Slovenci, samo slovenski gradbinci, ampak ko navadnemu državljanu predstaviš to število, pa primerjaš z drugim tirom, si pa rečeš, pa dobro, poslušajmo. Ja, zdaj, jaz mislim tudi to, da drugi tir je preko milijarde, Jesenice so torej 1/10 tega. Ampak treba povedati to, da tukaj imamo projektante, ki so to vrednost ocenili. Zdaj, sam pri Jesenicah sem se takrat, ko je bila ta afera, malo pozanimal, zakaj se gre. Ne gre samo za železniško postajo, če prav razumem, gre tudi za celotno vozlišče, da gre za več 10 v bistvu kilometrov tirov, da gre za velik segment tudi drugih del, od tudi nekih lokalnih cest, mostov pa tako naprej, in da gre za večjo investicijo, kot pa samo obnova železniške postaje. Potem imajo pa PR zelo slab, naprimer. Ne bom govoril o PR-u. Jaz mislim, da pač treba je tako. Imamo v Sloveniji institucije, kot so DRI in DRSI, ki nosijo veliko odgovornost. DRI je državni pač inženir, ki je po mojem mnenju vrhunski, briljanten, ampak morajo nositi odgovornost pri tem, kaj naredijo s posamezno investicijo, kako jo pripravijo in kako jo zastavijo, da ne prihaja potem do preplačil. Se pravi, pa tudi oni so tisti, ki potem samimi izvajalci usklajujejo določene stvari. Lahko rečem, da tudi potem anekse, ki so, se usklajujejo seveda tudi z državnim inženirjem. Seveda ta simbioza ali pa to sodelovanje mora biti vzpostavljeno, ker tega, da res ne prihaja do neupravičenih aneksov. Zdaj, nekateri aneksi so upravičeni, da pomote, nekateri so pač, da ne prihaja do neupravičenih aneksov. Jaz lahko rečem stvar, ste na drugem tiru,
če si ti prišel, pa prej nisi vedel, ne, v neko jamo pri vrtanju tunela in si moral znotraj te jame delati še en most, ne, ki bo res pač takšen teren in tega nisi moral predodajo ponudbe predvideti, kar je logično. Seveda ta aneks potem je upravičen. Ne smemo imeti psovke, da kaj je aneksov, pa ne samo v gradbeništvu, drugod, da so to nepotrebna preplačila, ampak moramo pač imeti absolutno razumevanje do tega. Je pa dejstvo, mi potrebujemo strateške investicije in zdaj se pogovarjamo zgolj samo o železnicah in postajah. Prav bi bilo, da se pogovarjamo pa tudi o novih zdravstvenih domovih in o novem UKC-ju. Če kaj potrebujemo obnovo naših bolnišnic, ki se pa tudi vleče. In tudi pod to vlado se te investicije vlečejo. Že 3 leta se pogovarjamo o infekcijski kliniki, onkološkem inštitutu v Mariboru, pogovarjamo se o modularnih bolnišnicah, pa še vedno ni od tega nič. Ne povem, da recimo jaz sem prvi politik za to, da se Slovenija odloči za eno veliko investicijo in to je nov UKC. O tem bi se morali tudi pogovarjati, ko govorimo o viziji, kaj si mi želimo. Se pravi, ja, pomembno je dajati v tire, tudi graditi 3. pas na slovenskih avtocestah. Če kdo misli, da bo prometa manj, ta se moti. Se pravi, 3. pas je ključen za boljšo pretočnost, ampak hkrati tudi razmišljati o tem, kako poskrbeti za slovensko zdravstvo, da bomo imeli sodobne, moderne institucije. No, omenil si ta primer v Mariboru, ki je neverjeten, kjer se na primer pogajanja z stanovalci v tistem bloku, pa vodstvom bolnišnice in na koncu država, ki se je vpletla, trajajo mesece, na koncu leta, nepredstavljivo za enega ključnih projektov v zdravstvu, na primer, ne. Pa še tudi omenil si anekse 300 milijonov, ko mislim, da je rekel, ja, seveda, kaj pa ste mislili, 300 milijonov smo pa pričakovali za anekse na drugem tiru. To vendarle ljudje včasih pač težko razumemo, ker rečemo, ok, ste se dogovorili za dobro ceno, še pod vašo vlado, potem pa kar naenkrat 300 milijonov več in je to razumljivo. Zato sem rekel, morda je slab PR, morda pa včasih, ko govorimo o milijonih in potem milijardah, ljudje tudi ne dobimo nekega jasnega odgovora, ampak je ves čas samo ta politično nagajanje in dokazovanje, da nekdo zna bolje, ampak ti milijoni pa vendarle grejo iz vseh naših denarnic. Drži. A veste, da jaz v bistvu nisem niti v odboru za infrastrukturo v tem mandatu državnega zbora, kajti mislim, da ni prav, da bi ocenjeval tako nonšalantno, brez vpogleda globlje dokumentacije, delo svojega naslednika. In zaradi tega, ker jaz tudi nimam pogleda do potankosti, naprimer o projekt Jesenice ali pa ta aneks, zdaj ste omenili na drugem tiru, tudi težko ocenim. Lahko pa rečem, da vse, kar je neupravičeno, je pač neupravičeno in je treba pač zavrniti. Mi smo imeli pri drugem tiru en sistem. Sicer takoj, ko je izvajalec dobil podpisano pogodbo, smo se na ministrstvu odločili, da kljub temu, da investicijo vodi 2TDK, je skupščina tega 2TDK-ja vlada, vse vlade. In da vse anekse, ki se bojo zgodili, odločitev ne bo sprejel minister, ki ga dobi na mizo, niti ne sam 2TDK, ampak vlada, kot celota. In da se te sistem potem o tem lahko predebatira na vladi. In skupščina vlade lahko bi bila v našem primeru tista, ki bi odločila ta aneks je neupravičen. Se pravi, skupščina 2TDK-ja, drugega tira, torej, sama vlada. Takrat sem jaz ta sistem upeljal, jaz mislim, da na drugem tiru nisem nobenega aneksa, nismo imeli. Res pa je, da se ključna dela zdaj izvajajo. Ne želim biti krivičen. Ključna dela so se izvajala po mojem vzhodu. Mimo tega PR-ja, ki je na vladi, v kateri jo zdaj imamo, res slab, naprimer zadnji primer je spor države z Petrolom. Država nima večinskega deleža v Petrolu, ampak vendarle govorimo o Petrolu, ki je monopolist v Sloveniji, izjemno pomemben, sploh v teh razmerah, v katerem živimo, ne v gospodarstvu, pa tudi energetiki, pa potem samoodvisnosti, ker smo videli, kaj se je zgodilo, ko se je začela vojna. In potem mi vidimo, neko skupščino Petrola, kjer nam povedo, ja, država nas znova stiska, nove regulacije na avtocesti in razen nekega kratkega odgovora, mi se borimo za ljudi, ne pa za kapital. Spet nismo državljani bili poučeni, kaj za vraga se gredo, in politika je seveda vsaka spet svoje to vzela. Eni se borijo za kapital, na drugi strani pa nam govorijo, poglejte, saj samo hočejo uničiti Petrol in gre za vpliv. Kot državljana me zanima, ali je res nemogoče ljudem povedati, kaj se gremo, naprimer. A veste, da še jaz ne vem, kaj se gredo na Petrolu?
Jaz mislim, da je bilo v zadnjem obdobju sprejetih vrsto napačnih odločitev, tudi v tem podjetju. Vlada ima tretjinsko lastništvo znotraj Petrola, ne pa povem, da ne vem, če obvladuje nadzorni svet. Mislim, da ne. Kot kaže, Petrol obvladuje nadzorni svet, nekdo, ki je 11-odstotni lastnik. Udaril Južni govoriva, ne? Ja, pač, ne vem, da se nisem udaril Južna, ne vem, če samo on znotraj tega segmenta 100% lastnik, ne? Ampak tukaj zdaj prihaja do tega, da država nima nobenega, če me vprašate, zelo šibek vpliv, že dalj časa, ne samo zdaj, že dalj časa. Tudi to, kar se je dogajalo na Petrolu že 7-8 let nazaj, ni bilo v redu, naprimer, ne? Se pravi, kar se pa tiče tega zdaj malce mačehovskega odnosa do ljudi, dokler je država določenih odstotkih lastnik podjetja, mora zasledovati, in Petrol je strateška, v določenih segmentih strateška infrastruktura, mora zasledovati tudi ta strateški interes, ne? Jaz sem bil ravno včeraj na terenu v Vipavski dolini in mi tam nekdo reče, pa si pri nas v Vipavi pa ne bojo Petrola zaprli, upam, da ne? In sem rekel, zakaj pa bi ga, se pomem, da je rentabilen. Ker drugače bomo mi kmetje hodili v Ajdovščino, tankat, svoj traktor, se pravi, 20 km, 25 km stran. Se pravi, tukaj je potrebno zasledovati tudi to, kar je prav, v tem primeru, dokler je država lastnik. Bojim pa se, da gre tukaj za bolj kot, da se bi tudi država, vlada bolj potrudila, da gre tukaj za neko bitko, duopolno bitko znotraj Petrola, in ta trenutek mislim, da država sploh nima vpliva na tem, kaj se znotraj Petrola dogaja. Ker edino, kar zdaj gledamo in poslušamo... Kar je neodgovorno od SDH-ja in vlade, ne? Ker zdaj vidimo, ne vem, minister pa je šel pogledati, ali bo se zaprli ravno to bencinsko črpalko ali ne, ampak vendarle, ko se tako velike stvari v tako velikem podjetju v državi zgodijo, se mi zdi, da kot da so šli vsi na počitnice, samo vsi so malce navrgli. Mi vam bomo dali regulacijo, mi vam bomo pa zaprli kakšno bencinsko črpalko, pa ne bomo več, ne vem, investirali v šport, kulturo in tako naprej, ne. To ne gre na ta način. Se pravi, tukaj bi morali se pogovarjati že mnogo prej. Jaz ne vem, kaj počne tukaj Slovenski državni holding, niti ne vlada, zato ker SDH je pač tisti, ki je te nadzorni svet imenoval, ne? Se pravi, predstavniki države. Jaz ne verjamem, da te predstavniki države, ki so bili imenovani v nadzorni svet Petrola, niso bili usklajeni s predsednikom vlade. Jaz tega ne verjamem. Ne? Če kdo misli, da se je to zgodilo in da so na SDH-ju sami rekli, imamo te vrhunske kandidate, sami jih bomo imenovali, ne pa vas prosim. Ne? Predsednik vlade bo tisti, ki ima na koncu list papirja, pa se to obkljukal, vse tisti, ki predsednika vlade poznamo, vemo, da temu bilo tako. Ampak še ena stvar pri Petrolu, ne? Ne vem, če hodiš tudi na Hrvaško, jaz sem na zadnje tanku na Hrvaškem, ne? In lahko rečem, da plačaš za nafto, so plačali 1 evro pa 20 centov, 25 centov. Hudo. Šel sem pogledati njihovo trošarinsko politiko do naftnih derivatov, pri nas pa plačujejo te isti kmetje, ki tankajo, te isti podjetniki za svoje, se pravi, dostavna vozila in tako naprej, 1 evro pa pol. Vmes država, kar se tiče nespametne trošarinske politike, tudi v odnosu do naftnih derivatov, se obnaša mačehovsko do ljudi, ki potem to sfinancirajo, ki to plačujejo, in nazadnje financirajo tudi to zgodbo, ki je ta trenutek imamo znotraj Petrola. Ne trdim, da je zdaj na Petrolu vse narobe, ne? Ampak to, da država pravi, mi nimamo vpliva v državni firmi, kaj se dogaja, zakaj ste pa tam, zakaj pa sploh malo potem deliš noter, ne? Se pravi, vrsta stvari ta trenutek pri delovanju naftnega trgovca v Sloveniji, naftne družbe, je pač gre narobe. Ja, ta intervju sem si zastavil tako, da seveda na začetku pogledamo, kaj se dogaja z Novo Slovenijo in kaj se bo, potem aktualne teme. Ena tema me pa še posebej tudi zanima, ker je predlog Nove Slovenije oziroma bo predlog Nove Slovenije. Vemo sicer, da v tej vladi prav veliko predlogov z druge strani ni bilo sprejetih, ampak ker smo v SBC-ju in posel podpiramo, kako je torej študenti in pa z njihovo možnostjo, da ne vem, pri 18. letu odprejo svoje podjetje in vendarle iščemo ves čas start-upe, vendarle iščemo neka prebojna podjetja, ki se začnejo v garaži, ki se začnejo z neko idejo nekega mladega človeka. Ja, gledajte, mi moramo mlade, inovativne ljudi nekako spodbujati, da vstopijo tudi v podjetništvo. Ne? Recimo,
poznam, imamo tudi v podmladku stranke nekaj mladih, ki bi želeli odpreti, in so študentje, in bi želeli odpreti, se pravi, tudi svoje podjetje, svoj SP. Pri tem pa potem, če odprejo svoj SP, izgubijo status študenta in vse ugodnosti z tega naslova statusa študenta. Kar se nam zdi nesprejemljivo. Če mi želimo mlade povabiti na ta trg, podjetniški trg, potem je treba tukaj dati ta odpustek. In pripravljamo zdaj več smeri zakonodaje, ki naslavlja mlade, ustvarjalne ljudi, med drugim tudi študentski SP. Se pravi, mlad človek, ki bi želi odpreti svoje podjetje, hkrati študira, ob tem ne bi izgubil statusa študenta. Kajti, veste, danes imamo mi študentsko delo, ko država pobere polovico od študentskega dela. Se pravi, nekdo pridno študira, ob tem ima še čas, da bi nekaj zaslužil. Mu država pobere polovico. Nekdo želi preko počitnic si zagotoviti denar, da gre za en teden na morje, pa zato, ker prej študira, starši mogoče nimajo, da mu financirajo stanovanje v Ljubljani, pa vse ostalo, je mogoče nekdo primoran delati, tudi kot študent, mu država v tem primeru pobere skoraj polovico. To je zame nesprejemljivo. Zakaj smo tako oderuški do mladih ljudi, ki želijo in so polni energije, da bi kaj ustvarjali. In s tem študentskim SP-jem bi zlasti spodbudili mlade študente, da vstopijo na trg dela, malce drugačen način, in tudi za tiste, ki želijo pač ustanoviti hkrati svoje podjetje, da ga brez težav lahko ustanovijo in še vedno imajo status študenta. Naj pa povem, da naslednji teden imamo tudi v Državnem zboru spet zakon o dohodnini, in tukaj bomo naslavljali ponovno normirance. Normirance nazaj vračamo v okvir, kot je bil pred Golobovo vlado, in jaz si želim podpore v tem primeru Ministrstva za gospodarstvo, samega Matjaža Hana, ki je rekel, ja, ta sistem je bil krivičen, pod to vlado smo tukaj naredili napako in mogoče celo bi ta zakon šel potem čez. Kajti spet se pogovarjamo o resnem segmentu o 12 milijonih. 12 milijonih. Na račun normirancev smo v državnem proračunu dobili 12 milijonov evrov. Pa mi smo šli, čujem izrazom, ampak zaradi enega zrezka smo šli po celo kravo. 17 milijard je velik proračun, 12 milijonov od normirancev pa se nam zdelo pomembno. Mi moramo to sprostiti. No. Pa ne ljudje delijo, če želijo delati, kajti na ta način bomo pobrali ravno toliko ali pa več davkov, kot pa če jih omejujemo pri tem. No in zdaj še tisto vprašanje, a se recimo o takšnih predlogih, kot je študentski SP ali pa te normiranci, vendarle pogovarjate med sabo politiki, pa da potem pride neka podpora. Omenil si Matjaža Hana, SD, a je tam posluh in ali je posluh na vaši strani, da najdete potem dobro rešitev za vse nas? Matjaž Han je javno rekel, da bi ta zakon o normirancih podprl. Celo je on rekel, da bi nekaj svojega predlagal, ampak ima zdaj priložnost, da preden on predlaga, da pač nima bitk znotraj koalicije, ima priložnost, da lahko SD to podpre, ta predlog naslednji teden v Državnem zboru, ki ga predlaga Nova Slovenija. Še enkrat ne povem, ja, to, ko se pogovarjamo o mladih in o podjetni Sloveniji, so tiste točke, ki se moramo pogovarjati. Mi brez močnega gospodarstva, obrtništva, podjetništva, brez te vizije, da mladim omogočamo, da so ustvarjalni, pa brez tega ni prihodnosti te države. In jaz želim res to nasloviti. Tako da hvala za to priložnost tudi v okviru SBC-ja in dela, ki ga vi opravljate kot Združenje močnih podjetnikov. Mi to rabimo, mi res to rabimo. Ja, hvala za odziv. Še enkrat povabil sem zato, ker se mi zdi, da je treba govoriti, kaj ponuja sredina, da bomo potem, ker kaj ponuja, ne vem, SDS in Svoboda, to vidimo in slišimo, morda pa se bolj malo sliši še kakšne druge predloge in ta predlog o študentskem SP-ju zagotovo je vreden pogovora in razmisleka o normirancih, pa tudi, ker o tem velikokrat govorimo. Tako da hvala lepa, Jernej, za obisk. Jeseni bomo pa videli, kako bo torej na vašem kongresu, pa bomo potem kakšen okrog tukaj naredili. Še enkrat lepša hvala, zagotovo bo kongres šel v smer, da Sloveniji damo novo upanje in vizijo. No, hvala. Hvala vam. Tako, to je bil današnji SBC-jev intervju. Zakaj smo povabili ravno politika, je odgovor seveda zelo jasen. Zato, ker so se tudi v drugi opozicijski stranki zgodile spremembe, ki lahko, če se seveda ljudje tako odločijo, odločimo, vplivajo na to, kakšno Slovenijo bomo imeli. In ker je dobro in prav poslušati tudi druge predloge, ker se včasih le iz njih potem izlušče tisto najboljše, kar potrebujemo vsi. Hvala vam, do naslednjič, en lep pozdrav. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.